Evo, tu bom javno povedal, imate ljudsko pisarno, Mateja vas lahko usmeri, svetujem vam, iz vsega srca vam priporočam, naredite, ampak kaj boste vi naredili, glejte, to je vaše življenje, ne, vi ste odgovorni zase, nisem jaz za vas odgovoren, to se moramo takoj razumeti, ne. Varovalni sporazum naredite, da vi postanete lastnik osebe, ki jo je kreirala država. To naredite in zaščitite svoje otroke. Otroci so pa zaščiteni, ne morejo biti preko tega, nažalost, ne, varovalnega sporazuma, lahko so pa zaščiteni, ker če so vam ogroženi otroci, pa razglasite svojo suverenost, pa pošljite sistemu 3 pičke materine. Kajti tam pa je možnost, ne, da so potomci suvereni, so kreatori skupnosti. Kaj pa v drugem kolenu, kot vnuk recimo? V drugem kolenu? Ja, glej, tu je zdaj pizdarija, ker je odgovornost, naprimer, če si dedek, jaz sem tudi, ne, ker je odgovornost na starših, ni na tebi. Ne, se hčera jih je ven vzela šole, zdaj ki ja, ti si lahko samo najboljši prijatelj njihov, ne. Se pravi, ne morem pa pravno gledano kot človek vplivati na svojih vnukov? Ne, ti imaš pravico do videvanja svojih vnukov enkrat na mesec. Ja, po zakonu, glej, taka so pravila v tej družbi. Kaj pa misliš potem, a je to pretirano, če recimo pokličeš na šolo, poveš svoje mnenje kot babica, recimo kot sem jaz naredila, potem recimo na kvazi vlado, ne rečem vlado pa tako, pa kvazi vlado, kot sem naredila, ali pa parkrat recimo že tudi na varuha človekovih pravic, ne varuha, kaj jaz rečem, tako kot sem jim rekla, da so ne varuhi, ne? A je to pretiravanje? Ker jaz drugega nisem mogla kot direktno narediti kot babica za svojega prvošolca, ki je imel na gobčiki, s temu rečem, ker se ne smem vmešavati, ker so alergični na to, da se vmešavam in tudi škodo naredim. A je to bil pravilen pristop oziroma je to pretiravanje iz moje strani? Jaz ti bom kar direktno odgovoril. Prvo kot prvo, morate živeti kot družina v simbiozi. Odpravite vse konflikte medsebojne, vsa nestrinjanja medsebojna. In recimo tako bom povedal, to bo najlepše. Kako so, recimo jaz se spomnim kot otrok, pa vsako nedeljo se je družina, ali ožja ali širša, zbrala, pogovarjalo se je o vseh problemih vsakega posameznika, skupno so reševali vse, brez da kdo komu karkoli skriva. In skupno so prihajali do rešitev in to so zmeraj bile najboljše možne rešitve v dobro za vse. Zdaj, recimo, mi živimo v tem svetu, v tem času, ko je družina nezaželjena, ko so otroci nezaželjeni. Ne vem, če veste to ali ne. Za leto 2040 je predvidena agenda, da nobena ženska več ne rodi otroka. Srbski predsednik javno izjavlja, da je otrok škodljivec, ker izdihuje CO2. Glejte, kam smo prišli. In zakaj bi se zdaj tukaj slepili? Odjeba treba sistem. Zdaj recimo preko varovalnega sporazuma ga lahko odjebemo samodelno, ne? Ampak to je vse dobro, ne moreš kar enega preskoka narediti od do, ker ti moraš živeti ob zavedanju, da so vse procesi in da različno dolgo pri vsakem posamezniku trajajo. Kot je pa lahko škodijo, kot živimo človek, recimo sistem, ki lahko škodi? Zdaj tako, glej, drastičen odgovor ti bom dal. Kaj je sistem naredil z Indijanci? Torej? Glede tega, kaj lahko stari starši naredijo v odnosu do otrok svojih vnukov, ogromno. Ker smo mi trenutno še v sistemu,
lahko stari starši pišete na vse te uradne inštitucije in jih pozovete k odgovornosti. Tukaj se tega najbolj bojijo. A ne? Družina kot taka funkcionira v svojem krogu. In recimo stari starši se nimajo pravice vtikati v ta notranji krog. Imate pa ogromno možnost vplivati v sistemu. Zdaj pa, kar se tiče tega odnosa živega človeka napram fizični in pravni osebi, ki jo poseduje preko rojstnega lista. Če se mi želimo osvoboditi in delovati samooskrbno in izven sistema, je najprej treba osvojiti, kdo sem pravzaprav jaz. Na tem planetu, v odnosu do zemlje, v odnosu do mate narave in očeta neba. To je osnova, da to usvojimo. Ko bomo enkrat vedeli in ozavestili, da sistem brez nas ne more obstajati, če mi ne pristajamo na njegove nebuloze, potem bo v nekem trenutku se sesedlo to samo vase. Zginilo bo. Ja, v svoj prvotni neobstoj. Ker to je, sistem je iluzija, ki lahko funkcionira samo z našo privolitvijo. Ker so pa nas mame, jaz sem tudi mama 4 otrokom, prisilili v porodnišnici, da smo porodni zapisnik dali na upravno enoto in so naši otroci dobili na podlagi tega porodnega zapisnika rojstni list, isto so naredile naše mame, ker so bile zavedene, smo mi avtomatsko postali oseba. Mrtva stvar, tretirana po pomorskem pravu kot tovor, drva, nič. Razumete? Roba, dobesedno roba, ja. In ko bomo mi enkrat osvojili to, da je, bom to pol razložila, da je oseba samo fikcija na papirju in brez naše privolitve ne more funkcionirati, naredimo že ogromen preskok tukaj za sesutje sistema. Razumemo? Za izginutje sistema. Ja, prav, Miran, za izginutje sistema. Ker človek je ustvaril sistem in človek je ustvaril sistem in človek ima pravico, tako je. Kaj ti glej, ti, ko izbrišeš iz svoje glave vse, kar predstavlja sistem, potem nehaš hraniti ta sistem. S čim hraniš ta sistem? S svojo pozornostjo. Če ti ves čas v šiptarju džavši razmišljaš, se cel sistem preko tvojega razmišljanja hrani s to energijo in džavša dobiva moč. Džavši je vseeno, kaj ti misliš o njem. Džavša kot tak ne more obstajati, če mu ne daš energije. In tudi tisto, kar predstavlja, ne more obstajati, če mu ne daš energije. Džavšev bi trebalo zbrcati in nazaj na Kosovo oziroma dol, odkoder je bil uvožen. Ne? Dokler kremš ni to, da ga kupuješ. Ja, točno tako. Ne?